Dobro jutro, tukaj je Valentin, ura je 6:30, malce bolj temno je, ker je oblačno, se bodo spet malce začeli deževni dnevi, ampak tudi zemlja rabi nekaj požirkov vode. No, danes bom pa govoril o sramežljivosti, o samopodobi, o fotografiranju, snemanju in podobno. No, lahko povem, da sem delal v prejšnjih letih kot profesionalni fotograf tudi. Snemal sem poroke, razne dogodke, komercialne dogodke, industrijska fotografija, modna fotografija, vse mogoče. Ampak predvsem v zadnjih letih sem se specializiral kot poročni fotograf. Bil sem zelo dober, uporabljal sem kvalitetno fotografsko opremo, držal sem se dogovorjenih rokov, potrudil sem se za perfektno kadriranje, za postprodukcijo, za obdelavo, retuširanje, tako da stranke so bile z mano zelo zadovoljne in tudi precej sem imel rednih strank, raznih klubov, društev, podjetij, ki so redno naročale moje storitve. In tudi kar primerno ceno sem si postavil, tako da sem imel dovolj denarja. No, skratka, bil sem na eni strani fotografskega objektiva in fotografiral druge, opazoval druge. Večinoma sem bil v položaju, ko sem moral biti vedno ob pravem trenutku na pravem mestu, hkrati sem pa moral biti neviden. In potem me je skozi leta to motilo, da sem opazoval, kaj se dogaja na tem svetu, kaj se dogaja z odnosi pri drugih. Praktično sem že na poroki skoraj vedel, kateri poročni par se bo čez nekaj let ločil, ker se ne ve, kaj je potrebno za neke kvalitetne medsebojne odnose, ali pa so se poročali tako iz raznih drugih razlogov. Skratka, drugo smo plačevali za to, da sem druge fotografiral. No, sedaj pa že nekaj let ne fotografiram več. Prodal sem vso svojo fotografsko opremo, niti enega zrcalno-refleksnega fotoaparata nimam in sedaj imam samo še mobilni telefon in se z njim snimam in z njim fotografiram. In seveda to tudi počnem vse brezplačno za svojo lastno uporabo. No, ko tako pridem na razne dogodke, udeležujem se raznih predavanj, delavnic, srečanj, tudi naredim kakšno fotografijo za svojo uporabo, včasih kakšne dogodke tudi zelo izčrpno fotografiram in jih potem delim brezplačno z prirediteljem, da jih ima za spomin. Fotografije uporabljam tudi za mreženje, zato da jih naložim na Facebook, da potem na njih udeležence označim in da se na ta način povežemo, da se spoprijateljimo. Na vsakem od takih dogodkov pa potem pride do mene kakšna oseba, ki želi, da ga izbrišem na fotografijah, da mu ni všeč, da sem ga fotografiral, da sem fotografiral dogodek, in potem tukaj nastanejo problemi. Torej, zakon o avtorskih pravicah določa, da ni potrebno posebnega soglasja za fotografiranje ljudi na javnem mestu, na javnih dogodkih za nekomercialno uporabo. Ampak nekateri ljudje se tega ne zavedajo ali pa imajo še posebne predsodke proti temu, da jih nekdo fotografira. Taki ljudje so recimo ali imajo slabo samopodobo, torej da ponavadi so to ljudje, ki so predebeli,
ali debeli, kakor temu rečemo, ali so v strahu, so polni nekih teorij zarot, ne želijo biti fotografirani, ker se bojijo kraje identitete, ali ne želijo, da drugi izvedo, da so bili na tem dogodku, ker morda so to kakšni politični dogodki, kakšni dogodki, ki imajo pomembno družbeno vlogo. In seveda to potem za mene predstavlja problem, ker moram take ljudi potem poiskati na fotografijah in jih poretuširati do neprepoznavnosti. Kar je pa še posebej neprijetno, je pa to, da taki ljudje k meni pristopijo z agresijo, z napadalnostjo, z jezo. Začnejo me obtoževati, nekateri pravijo, da bi moral pridobiti dovoljenje za fotografiranje od njih in tako naprej. Zdaj pa, kaj tiči v ozadju, takih miselnih vzorcev, takih zahtev ljudi. Ena stvar je nesprejemanje samega sebe, taki kot so. Ne glede na to, kakšni ljudje smo, ali smo debeli, suhi, srednji, a ti kaj manjka. V vsakem primeru lahko človek premaga svoje miselne vzorce samoobsojanja in samokritike, tako kot sem recimo to naredil jaz. Jaz na primer nisem ravno neki fotomodel, niso me na veliko hvalili, da sem lep. Celo v šoli so me zbadali zaradi določenih malenkosti in zaradi tega sem imel slabo samopodobo, slabo samozavest. In kljub temu, da sem delal kot fotograf, se sam nisem počutil prijetno, ko so me drugi fotografirali, zaradi miselnih vzorcev samoobsojanja. Na začetku, pred leti, ko sem se priključil skupini Destiny, mi je bilo tudi neprijetno, grozen problem je bil premagati ta občutek samoobsojanja in da sem začel snemati z vlogi, se pravi spletne dnevnike, kot podpora za proces preobrazbe samega sebe. Ker pri Destiny se priporoča, da pišemo bloge, spletne dnevnike, v katerem preobražamo miselne vzorce in da tudi snemamo te vloge, tako kot jih jaz zdaj snemam, zato da tudi z govorjenjem preobražamo svoje miselne vzorce. Predvsem pa, da se potem na teh videoposnetkih opazujemo, kakšno imamo obrazno mimiko, ton govora, kdaj pomežiknemo in tako naprej, da sami pri sebi vidimo, kje nas kakšen ego matra. Torej, takim ljudem, ki pridejo do mene in potem želijo, da jih odstranim ali da celo čustveno agresivno do mene pristopijo, takim ljudem potem skušam pojasniti, da je to njihova lastna odgovornost, da je napadanje drugih zaradi lastnih miselnih vzorcev projekcija, da jaz nimam ničesar z tem, da se oni slabo počutijo, če jih fotografiram, če jih snemam, da so to njihovi lastni predsodki, ki jih lahko samo oni sami odstranijo. Nihče drug ne more tega storiti za njih. In če ne bodo odstranili teh miselnih vzorcev, bodo stalno reagirali. Poleg tega se pa ne zavedajo, da jih ne fotografirajo samo tisti ljudje, ki jih oni vidijo, da jih fotografirajo. Ker kamer je ogromno ljudi, praktično vsak ima že zdaj mobilni telefon z kamero, z fotoaparatom. Na cesti so številne videokamere, številni objekti so zavarovani z videonadzorom. Skratka, ne zavedajo se ljudje, da v vsakem dnevu smo posneti neštetokrat, 10-krat, par stokrat z raznimi
videokamerami in fotoaparati iz stavb, iz zraka, iz satelitov in tako naprej. Sateliti so zdaj že tako močni, da lahko prepoznaš obraz človeka. Tako veliko ločljivost imajo. In ne samo to, dogaja se tudi zdaj, da bojo vsi posnetki, videoposnetki tudi satelitov shranjeni, tako da bo vsak lahko šel v zgodovino nazaj pogledati, kje in kdaj je bila katera oseba na neki lokaciji. Tako da iz vidika neke varnosti, zasebnosti, je iluzija. Zasebnosti ni več, vse manj jo bo in tudi prav je tako, ker na ta način se bo tudi lahko preprečila zloraba. Kaj je v bistvu fotografija? Fotografija je enostavno materialni dokaz neke fizične realnosti, nekega trenutka. In zakaj bi se neka oseba skrivala, pretvarjala, da ni bila na nekem dogodku, na nekem mestu, če pač se lahko to s fotografijo kot materialnim dokazom dokaže. Torej, tako tiste osebe, ki imajo predsodke, ki imajo slabo samopodobo, kot tiste ljudje, ki se bojijo zaradi kraje identitete ali kakršnihkoli drugih miselnih vzorcev, vabim, da se priključijo, da se vpišejo na brezplačni spletni tečaj Destiny I Process Lite, ki sem ga tudi jaz opravil in ki pomaga ljudem ozavestiti te lastne miselne vzorce in prevzeti odgovornost za te miselne vzorce. Ker ljudje se obnašamo neodgovorno, imamo svoje prepričanja, ščitimo svoje prepričanja, se jih oklepamo kot življenjsko pomembne in potem zaradi njih čustveno reagiramo in projiciramo ta čustva in odgovornost za naša čustva na druge ljudi. In zaradi tega smo potem čustveno nasilni do drugih in od njih zahtevamo take in druge stvari, namesto da bi enostavno dihali, bili tukaj, živeli praktično, sprejeli realnost tako, kot je, sprejeli svoje telo tako, kot je, ne glede na to, kakšno je. In fino je, če se vse te konfliktne miselne vzorce odstrani, da lahko živimo tukaj v notranjem miru, v sožitju in začnemo praktično sodelovati na področju izboljševanja razmer na svetu, da pač enostavno živimo tukaj v polnem samoizražanju, brez kakršnihkoli strahu pred obsojenjem iz strani drugih, ki so v bistvu samo projekcija lastnega obsojenja samega sebe. Toliko za danes, hvala lepa za pozornost in nasvidenje.